Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage gledalke in gledalci. Mesec je naokrog in spet je čas za oddajo Veter nosi pesem mojo, v kateri imamo glasbene goste. Nocoj je z menoj v studiu Žiga Ramšak iz ansambla Smeh. Prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Ansambel Smeh. Zabavno se sliši, lepo, sproščeno se sliši. Upam, da bo takšen tudi najin klepet, kako pa drugače. Odkot prihaja ansambel Smeh, oziroma odkot prihajate člani ansambla Smeh? Tako, ansambel Smeh prihaja iz okolice Šoštanja. Tam imamo srečo, da smo kar blizu en do drugega doma. Koliko vas je smehovcev, kdo ste člani ansambla? Smehovcev nas je, smo 4. Člani ansambla pa smo Miha, kitarist, potem je Jure, Andrej in pa moja malenkost Žiga. Koliko časa ste skupaj, koliko časa že muzicirate? Skupaj muziciramo že zdaj 2 leti pa pol, tako da smo kar mlada zasedba, če tako pogledaš. Na kak način pa ste začeli, odkot ideja in kje ste se videli, da ste se združili v ansambel Smeh? Ja, midva smo se že z Mihom drugače prepoznala in potem smo se na eni žurki v bistvu srečali, pa smo se malo debatirali, da bi pa mi tudi malo vežbali, mogoče pa malo igrali. Tako da smo se pol dobili na enih vajah, pa je bilo všeč nam in smo začeli delati. Kaj pa ime ansambla? To je bilo pa kar dogodek, da smo to ime zbrali, ker je bilo pa ena najtežjih stvari, ker je ansamblo že toliko, da je ogromno imen in smo dejansko ga zbrali pol čisto slučajno je bilo, tako da so nas, ko smo nekaj igrali, so rekli, ne vem, nekaj smo pokali, neke fore in so rekli, da mi smo pa taki smehovci in pa smo rekli, da v redu, pa pač ansambel Smeh. Ja, glede na to, da ste še precej novi na slovenski zabavni in narodno-zabavni sceni, pa imate že kar nekaj svojih pesmi. Koliko jih je že nastalo? Tako, nastalo je že okrog 9 pesmi, s tem, da 7, mislim, da jih je že objavljenih, nekaj še pa ne. Čakate na izid plošče, kdaj jo lahko pričakujemo? Izid plošče lahko pričakujete 6. aprila naslednje leto. Bom izkoristil priložnost, sledi je tudi naš koncert ob 3. obletnici, tako da že vnaprej vabljeni. Ste pa posneli tudi en videospot, ki ga bomo danes videli. To je videospot za pesem Brez tebe. Pa bi mogoče povedali malce o tej pesmi, kdo vam jo je napisal, kako ste z njo zadovoljni, mogoče malce opisali zgodbo, da si bomo lažje predstavljali. Tako, pesem napisal sem jaz v celoti. Je valček, polka? Polka. To je polka, se pravi hitrejši ritmi. Tako, hitrejši ritmi. Malo je recimo čudno, ker je polka taki poskočni ritmi, besedilo je pa bolj otožno, ampak moramo priznati, da se je kar primila pesem, zelo smo zadovoljni z njo. Tudi videospot se je zelo primil. Z njo smo nastopili tudi na Števerjanu letošnjem in dosegli 2 priznanji. Priznanje za najboljšo melodijo festivala in pa priznanje za najboljšo trio zasedbo. Tako da jaz mislim, da nam je ogromno prinesla ta pesem, tudi na razpoznavnosti, tako da super. Kdaj ste pa snemali spot? Kje ste ga snemali? Spot smo snemali čez poletje, mislim, da junija. Snemali smo ga v okolici Velenja. Da tudi v zasavskem koncu in širše, kjer lovi naš signal, spoznamo ansambel Smeh, pa ta pesem v videospotu Brez tebe tudi v oddaji Veter nosi pesem mojo. Napak, storil sem že, a si vse mi oprostila. Zadnja zarezala jo srce in ti ga zlomila. Sam več ne vem, kaj rečem še naj, tišina me ubija. Vem le, da žal mi je za vse, rad bi da vrneš se. Brez tebe ne znam naprej, brez tebe ni več kot prej, brez tebe
prosimo, oprosti mi. Sam več ne vem, kaj rečem še naj, tišina me ubija. Vem le, da žal mi je za vse, rad bi, da vrneš se. Brez tebe ne znam naprej, brez tebe ni več kot prej. Brez tebe predolgi so dnevi in hladne noči, brez tebe trenutek vsak prazen se zdi. Brez tebe živeti mi ni, prosim, oprosti mi. Brez tebe živeti mi ni, prosim, oprosti mi. Le s tabo želim silno, da nočem biti spet sam. Skladba Brez tebe ansambla Smeh je bila tole. Ste pa preomenili, da snemate že nov videospot. Upam, da nam ga pošljete, ko bo končan. Ko bomo poslali, ni problema. Ja, snemamo en nov videospot. Ta nov bo še malo bolj odštekan, še bolj žarerski. Tako da tudi mi komi čakamo, da pride ven. Mislim, da tam okrog decembra bi naj išel. Je pa še kar nekaj za posnet, ker je ogromno kadrov in ne moreš vse v enem dnevu. Brez tebe je pesem, ki smo jo slišali, z njo ste se predstavili na Števerjanu. Vam tile festivali kar odrežejo, kaj ne? Ja, letošnjo leto je bilo zelo uspešno, tako da upamo, da bo šlo po taki poti naprej. Ja, in vi ste pravi recept za to, kako uspeti na festivalih. Zelo mladi ste, nimate še toliko glasbene kilometrine, pa ste bili letos na Števerjanu, pa še en festival se vam obeta. Ja, zdaj smo bili sprejeti v finale Slovenske polke in valčka. Katera pesem bo tam? Tam bo pa pesem z naslovom Ljubica mojega srca. Ljubica mojega srca, to bo verjetno polka, malce hitrejša pesem. Tako. Tudi polka, pa bi vas prosil, da nam malce predstavite, kako je potekal ta izbor. Zdaj ste se uvrstili med 12 finalistov, če se ne motim, 6 bo valčkov, 6 bo polk. Kako pa ste prišli do sem? Kakšen je bil izbor? Ja, tukaj so bili 3 krogi izbora. Najprej je bila tu komisija, ki je izbrala, mislim, da ne bom zdaj se bom zlagal, če povem točno številko, mislim, da okoli 40 ali 50 ansamblov, ki pridejo v prvi ožji izbor. Potem ti ansambli so se na to razdelili v skupine in se po skupinah predstavili ostalim ansamblom in smo na to ansambli med sabo ocenjevali, kjer ansambl si res zasluži, da gre naprej glede izvedbe in samega komada. Potem, ko si prišel, če si prišel tu noter, si bil pa v oddaji Slovenski pozdrav, tukaj sta bile pa potem 2 polki ali 2 valčka na oddajo in potem so med tema 2 komadoma čez vikend glasovalci glasovali in tisti komad, ko je dobil največ glasov, prišel naprej. Iz okolice Šoštanja prihajate, kje pa se pojavljate, kje nastopate, kje vse so vas že lahko videli in kje vas še bodo? Nastopamo dejansko vse posod. Katere priložnosti so to? Največ je to privat fešt, raznih Abrahamov, Slavi, karkoli. In največ je tega seveda pač v naši Šaleški dolini, kjer smo tudi najbolj razpoznavni. Potem igramo tudi, recimo, tudi velike celjske regije nasplošno, potem Dolenjska, tudi Ljubljana, pa to. Videli nas bo pa vse posod, kamor nas bo povabili. Prej ste omenili, da je ogromno ansamblov, da ste to občutili že, ko ste izbirali ime, ampak če si dober, ni težko priti naprej. Vi ste začeli pred 2 letoma in pol in vas že pozna celotna Slovenija. Kje je ključ do uspeha? Ne vemo. V bistvu tudi sami se še nimamo za neki strašno uspešne, ker smo tudi zelo samokritični, tako da res vemo, da bomo mogli tudi mi še veliko delati, da bomo res uspešni,
veliko je treba delati še na sami glasbi, potem tudi na razpoznavnosti. Tako da, ne vem, ključ do uspeha, naše mnenje je, da veliko tukaj pripomore energija. Gledalci imajo zelo radi, če jim ti na odru daš svojo energijo, če vidijo, da jim daš del sebe in potem ti oni to vrnejo in to je res nekaj najlepšega. Potem dobre komade, da grejo čim bolj v uho in pa seveda na izvedbi raznih komadov. Jaz mislim, da je to. Pa čim več promoviranja seveda in pa nasploh dobrega odnosa z ljudmi. En spot ste posneli, tega smo danes videli. V nadaljevanju pa ste vi izbrali glasbo ob najinem pogovoru. Izbrali ste med drugim tudi Modrijane, Ti nisi taka. Zakaj ste se odločili za to pesem? Zato, ker nam je pesem všeč. Jo tudi sami igrate? Tudi sami jo igramo, ker je taka energična. In pa tudi Modrijani so eni izmed naših vzornikov in prijateljev glasbenih, tako da zakaj pa ne. Ti nisi taka, Modrijani. Avšasta mladinka, kot so dekleta teh današnjih dni. Čeprav si lepa kakor manekenka, srce preprosto tebe bogati. Čeprav si fletna, nisi nič prevzetna, in vem, da fanta dolgo že imaš, a vzele vedro me v oči pogledaš, nasmehne se in z mano pokramljaš. A če spoznal bi te takrat, ko bil sem samski in še mlad, za tabo šel bi vse povsod, do tebe bi že našel pot, niče ne vrneli nazaj, a ostani taka, kot si zdaj, da tele srečam časi še, a prav mi je. Prav rad te srečam, ker te obožujem, čeprav priznati tega ti ne smem. Še tega nočem, da te zapeljujem, ti nisi taka, to prav dobro vem. A če spoznal bi te takrat, ko bil sem samski in še mlad, za tabo šel bi vse povsod, do tebe bi že našel pot, niče ne vrneli nazaj, ostani taka, kot si zdaj, da tele srečam časi še, a prav mi je. Da tele srečam časi še, a prav mi je. Ti nisi taka so prepevali Modrijani. Z Modrijani se tudi osebno poznate, Smehovci, kaj ne? Tako, se poznamo, smo tudi kar v redu prijatelji in so super osebi. Tako glasbeniki so tudi super osebnosti, tako da mislim, da ni čudno, da jih folk obožuje.
Ko ste začeli igrati, ste se k njim obrnili tudi po pomoč, oziroma Franjo je bil tisti, ki je na pevskem področju malce izboljšal tisto, kar ste že znali. Kako je bilo s tem? Tako. Mi smo en čas delali sami, pač 4 glase smo postavili pa to in trenirali, kolikor smo po svojih glavah in pa znanju vedeli. In potem smo se pač odločili, da glede na to, da hočemo nekaj postati, nekaj doseči, mislim, da vsak ansambl rabi nekega mentorja, vsaj na začetku. In smo šli potem Franjotu na en par vaj, da nam se je spilo tiste finese pa tiste malenkosti. Zdaj je pa tega vedno manj, ker niti mi, niti oni nimamo časa, tako da tu pa tam, kdaj se še polovimo, drugače pa se bolj srečamo na kaki pijači, pa tek pa kako rečemo, pa je to. Odkar je zunaj vaš spot, ste rekli, da ste kar zasedeni, kar se tiče igranj in vsega podobnega. Prej ste omenili, kje pa vsod se pojavljate. Kaj pa glasba? Kaj igrate? Kako je videti vaš repertoar? Naš repertoar v večini obsega narodno-zabavno glasbo. Tu igramo vse, od Modrijanov, potem Slake, Avsenike, Fante vseh vetrov, vse. Potem imamo pa tudi zabavni repertoar, igramo zabavno glasbo v živo. Ta nas tudi zelo veseli, se mi zdi, da da tisti nek svoj pečat ansamblu. Tam igramo pa vse, tudi smo malo bolj rockerji po duši nekateri, tako da tudi kako tako malo bolj znamo zaigrati. Tako da res se najde, mislim, da za vsakega nekaj. Kako pa spremljate novosti, nove pesmi? Ljudje hočejo tudi to. Ja, moraš igrati hite, ne, in če je neka nova pesem hit, pa ni važno od koga je, pa ni važno, nič ni važno, če je hit, ne. In kako se potem tega lotite? Je treba koga kaj vprašati? Si iz radia posnamete pesem ali iz interneta in jo povadite? Kako pridete potem do svoje izvedbe? Ja, pač recimo se dogovorimo, ne vem, nek komad, da nam je všeč in rečem, in potem jaz naredim to na harmoniko najprej, ona dva naredita kitaro, bas, da je najprej instrumental pokrit, potem pa pevsko naredimo, da smo že toliko sprifani, če lahko temu rečem, da kar veliko lahko sami naredimo. Je pa tudi neki komado, ko moramo še pa povprašati koga za kak nasvet, pa to, da res izpadete, ko je treba. Kdaj in kje pa vadite? Ste pri komu doma? Ja, pri nas smo basistu Juretu doma vadimo, tako da se moram zahvaliti njegovim staršem zdaj po televiziji, da nas prenašajo. Imamo tako kmečko sobico dol spodaj. Tako da, kar se tiče vadbenega prostora, nimamo problemov. Kar se tiče pa časa, je pa zdaj zadnje čase malo več problemov, ker smo pač 3 študentje in čez teden smo v Ljubljani, čez vikend večinoma igramo in potem kako nedeljo mogoče je še kak čas za kakve vaje in tedi pol delamo. Drugače pa tako ali tako med samimi muzikanti znano, da je špil najboljša vaja, tako da tudi veliko vadimo po drugi strani. Imate dovolj glasbene kondicije? Vam ni težko igrati od večera pa do poznega jutra? Ne, če so ljudje za akcijo, če vidimo, da ljudje uživajo v tem, nam ni problema igrati 2 dni skupaj. V petek pa ste bili na koncertu pri ansamblu Spev. Se tudi z njimi poznate? Tako. Tudi z njimi se poznamo, smo v bistvu kar skoraj iz enakega kraja. To so tudi eni taki fajn popovi. Smo kar veliko, z nekaterimi smo kar veliko skupine na raznih praznovanjih pa to. Tako da, ja, imeli so en tak lep koncert, ki že, mislim, da je že tradicionalni, že kar nekaj let poteka. Taka zelo velika glasbena prireditev v Rdeči dvorani v Velenju in res lep koncert, nimaš kaj reči, tudi ljudje so bili zelo navdušeni, kolikor smo dobili vtisov pa tega, tako da super. Gotovo pa so zapeli in zaigrali tudi pesem, ki ste jo vi izbrali za današnjo oddajo Mirno sanjaj. Tako. Ansambel Spev v oddaji Veter nosi pesem mojo Mirno sanjaj. Pod kamnitim starim gradom naše mesto tiho spi, a nemirna moja duša meni spati ne pusti.
preko reke vdalj deroče, preko kamna bilega, tebe išče zatejoče, pesem mojega srca. Mirno sanjaj, roža moja, sladko sanjaj, ti moj cvet, srečna luna, ki z neba te gleda, srečen tisti, ki te zdaj objema. Zame ti si kakor zvezda, ki najlepše mi žari. Zame si kot zlato sonce, ki mi upanje budi. Preko reke vdalj deroče, preko kamna bilega, tebe išče zatejoče, pesem mojega srca. Mirno sanjaj, roža moja, sladko sanjaj, ti moj cvet, srečna luna, ki z neba te gleda, srečen tisti, ki te zdaj objema. Mirno sanjaj, roža moja, sladko sanjaj, ti moj cvet, srečna luna, ki z neba te gleda, srečen tisti, ki te zdaj objema. Srečen tisti, ki te zdaj objema. Skozi pogovor spoznavam, da imate kar precej glasbenih prijateljev, tistih, s katerimi skupaj ustvarjate na slovenski glasbeni sceni. Modrijani so tisti, spevovci so tisti, je še kdo? Tako, potem moram povedati, da v Števerjanu letos smo se zelo, zelo povezali z mladimi upi. Smo dali kar nekaj res enih noči takih in smo tudi ostali zelo dobri glasbeni prijatelji. Tudi nameravamo v prihodnje nekaj skupaj narediti. Tako da res tudi super fanti in dekle, tako da nimaš kaj reči. Tile spevovci pa prihajajo celo iz vašega domačega kraja. Tako, tako. Kaj pa kakšna zavist med glasbenimi prijatelji je prisotna, glede na to, da vas je toliko na kupu in eden igra boljše od drugega? Med glasbenimi prijatelji niti ni zavisti. Med glasbeniki na splošno pa tudi pride kdaj, ne, pač ni to, saj iz naše strani, ne vem, kak je zdaj pri drugih, ampak recimo, kjer poslušaš, pa si rečeš, mater so dobri, ne, in ampak ni, da bi bilo škodoželjno, sej vsak je dober, kakor se potrudi, tudi malo kakor mu je v zibelku položeno, ampak res vsak se trudi dejansko za ljudi in mislim, da to ne bi smelo biti neke škodoželjnosti, ker toliko dobiš, toliko narediš, toliko pa tudi sam imaš. Se spomnite kakšne zanimive prigode, ki se vam je zgodila ali na kakšnem festivalu ali na kakšnem igranju, ki ste ga imeli na zabavi? Ste ga kdaj kaj kje pokronali?
veliko. Recimo ena prigoda je bila taka zelo zanimiva. Peljali smo se na en nastop in da se ne spomnim točno kjer kraj, ampak sta dva kraja v Sloveniji in to kar narazen, ampak da je en je pri, mislim, da tam pri Kamniku, en pa tam bolj blizu nas. In smo mi rekli, tu pa to špilamo in smo dva malo drugače razumela in smo se peljala na drug kraj Slovenije. In ja, sreča, da sta imela ona dva kombi, da sta ona dva že robo raznosla, mi da smo prišli v neko gostilno tam in nobenemu ni bilo jasno, pač kaj mi dva tam delama. In pa smo se malo poklicali in so se nekako polovili, da smo potem prav čas prišli. Tako da ja, je prigod, je milijon, tudi marsikaj sami si špilamo. Zadnjič je recimo naš basist kupil nov bariton in smo rekli, da moramo sprobati, kak igra. In smo mes ene 3 deci vode noter ulil in bariton in tako da ni igral. In pa smo imeli malo tega šova. Tako da malo si sami naredimo, kaj tudi po neumnosti pride, tako da. Glede na to, da se veliko pojavljate v javnosti, ste na festivalih, ste na različnih prireditvah, kako je z obleko? Imate kakšen prepoznaven slog oblačanja? Sledite nošam, ki so tudi značilne za narodno zabavno glasbo? Kako je s tem pri vas? Ja, mi smo zelo radi v narodno zabavnih nošah. Smo si jih lani decembra, mislim, da, ja, lani decembra smo si jih kupili in zelo radi nastopamo v njih, ker se nam zdi pač neka taka lepa gesta. Tudi dobro izgleda, tudi recimo, ko prideš na veselici ali pa kjerkoli dol z odra, tudi takoj vejo, kdo je muzikant, ne? Tako da je tudi to fajn. Je noše težko obleči ali to tako, kot bi bila navadna oblačila? Tako smo se navadili, je že kar v redu. Na začetku je pa bilo malo težko, ker imamo ogromno tistih gumbov in to preden smo se mi zaprli, vse skupaj je trajalo. Ko ste izbirali pesmi za današnji pogovor, za današnjo oddajo, se je med njimi znašla tudi pesem Slovenski narodnjak. Kdo pa to prepeva in zakaj ste se odločili za to pesem? To prepeva Vikend, Gadi in pa Naveza skupaj. Odločili smo se za to pesem, zato ker smo z Vikendu tudi glasbeni prijatelji, predvsem pa zato, ker nam je pesem všeč, ker je taka energična, taka fajn pesem. In zdaj jo bomo slišali vsi skupaj, Slovenski narodnjak. Skupaj zberemo, zabava se začne. V dobri družbi si zapojemo in zavrtimo se. Zaigramo po domače in zavriskamo glasno. Ni med nami ga junaka, ki bi držal se grdo. Kakor gadi smo, ko pozno sonce svabi nas na svet. Sladek strup zavit umit sedi iz naših se besed. Na strup in pogled očara vsako lipo deklico. Vendar gadi se prevradi vsak iz rok izmuznemo. Ko zaigramo po domače, čas za nas ustavi se. Naše vroče note vam ogrejo srci. Plesišče se napolni, v ritmu zavrti se vsak. Z nami rad zabriska slovenski narodnjak. Vedno skupaj se držimo, pravi smo prijatelji. Ker smo drug na drugega zares močno navezani. Tako ritmi srca prav ponosno hodimo okrog. Trdna naša je naveza, nas ne loči niti Bog. Ko zaigramo po domače, čas za nas ustavi se.
naše vroče noteva, ogrejejo srce, ko plesišče se napolni, v ritmu zavrti se vsak, z nami rad zavriska, slovenski narodnjak. Plesišče se napolni, v ritmu zavrti se vsak, z nami rad zavriska, slovenski narodnjak. Z nami rad zavriska, slovenski narodnjak. Ansambel Smeh predstavljamo danes. Povedala sva že, da ste bili na Števerjanu, tudi da ste se uvrstili v finale festivala Polka in Valček. Bili ste tudi na Graški gori in tudi tam ste dobili zlatega pastirčka. Mogoče še kakšna beseda o tem? Tako je. Tudi na Graški gori smo se letos predstavili. To je v bistvu skoraj naš domači festival, zelo blizu nas, in smo rekli, da gremo pač pogledati malo gor. Tam smo se predstavili z našim vlastnim valčkom, z naslovom Skupaj sanjava. Dobili tudi zlatega pastirčka, tako da smo tudi tam šli polni lepih vtisov in pa zadovoljstva. Imate kje kakšen prostor, v katerega shranjujete te nagrade? Ja, imamo eno tako vitrinico tam na vajah, tako da devamo noter te pokale. Tako da upamo, da bo čim prej polna. Ja, mesec november se je prevesil v drugo polovico, kmalu bo tudi december, konec leta, tisti čas, ki ga vsi komaj čakamo. Kaj pa smehovci, ste že kaj zasedeni do novega leta? Ja, v bistvu do novega leta smo kar po večini skozi zasedeni. Igramo zdaj recimo veliko koncertov, zdaj je bil od Spevcev koncert, potem imamo ene par dobrodelnih koncertov. Se tudi teh radi udeležujete? Zelo radi, ker pač zelo radi naredimo nekaj dobrega, da vemo, da smo pač s svojim pristopom na koncertu nekaj lepega naredili, tako da to tudi nas bogati na nek način. Potem je tukaj 15. decembra še koncert Pravih falotov. Ti so tudi naši prijatelji iz okolice Šoštanja. Drugače so pa tu večinoma kakih zaključki, zdaj decembra, potem kakšne fešte, razni abrahami, tudi privat fešte, vsega se najde. Kje se vas da dobiti, če si vas kdo zaželi? Recimo na Facebook strani, Ansambel Smeh, potem je pa tudi na mojo telefonsko številko, lahko pokličete. Kar povejte jo. 041 985 091. Pa po 12. uri, če kjera ne bom mogla spati, me ne klicati. Ja, se pravi, vse polno zasedeni in to je znak, da dobro delate, da vas imajo ljudje radi in da ste na pravi poti. Tako. Kaj pa si Ansambel Smeh še želi v prihodnosti? Kakšni so vaši načrti? Prej ste omenili, da boste imeli prihodnje leto ob 3. obletnici koncert. Mogoče kaj več o tem in še o tem, kaj načrtujete še v svoji glasbeni karieri in česa si želite? Kot prvo si najbolj želimo zdaj doseči čim boljši rezultat na Polka in Valčku. Lahko naredite malce reklame, kdaj bo to po televiziji, kdaj lahko glasujejo za vas? 10. januarja bo to potekalo v Mariboru. Oddaja bo nasploh festival bo predvajan v živo, tako da boste tam dobili tudi številko našo in vabim, da glasujete za nas, seveda, če vam bomo všeč. Drugačni treba. Potem si zelo želimo, da bi dobro izpeljali tale naš prvi koncert 6. aprila. Lahko kakšno malenko že izdate? Boste imeli glasbene goste? Ja, imeli bomo kar nekaj glasbenih gostov, veliko glasbenih prijateljev. Imen še ne bomo izdajali, naj bo zaenkrat še skrivnost, ker še tudi nimamo vseh. Bo pa tak, lahko pa povem, da bo tak zelo lep koncert, tak malo drugačen, ne bo on tak čist tipičen, tako da bo nekaj takih točk, ko bodo malo popestrile vse skupaj. In
zelo se trudimo, no, da bomo naredili nekaj res lepega, da bo ljudem ostalo v spominu. Vam ta 4-članska sestava ustreza? Boste v tej obliki, v tej zasedbi ustrajali naprej? Popolnoma nam ustreza, tako da mislim, da ni nobene potrebe po kakšnem spreminjanju. Tudi fantje se zelo dobro razumemo med sabo. Se imamo zelo radi, čeprav si tega včasih ne pokažemo. Tako da ja, želimo si tudi recimo čim več sodelovanja z raznimi glasbenimi prijatelji, ker je tudi to nekaj dobrega, neke nove izkušnje dobiš in pa da bi nas ljudje imeli čim bolj radi, da bi imeli čim več nastopov, da bi šla pač tale naša pot še naprej, čim bolj strmo navzgor. Super, se sliši in upam, da vam bo uspelo. Hvala lepa. Oddajo pa bova končala še z enimi vašimi prijatelji, to pa je zasedba Vikend. Tako. Kaj pa tale pesem, Izgubil sem vse, jo poznate seveda? Poznamo. To so tudi eni glasbeni prijatelji iz naše okolice, tudi smo zelo blizu doma. Tudi velike smo že skupaj bili in so res odlični glasbeniki, kot odlični fanti nasploh tudi. In tale njihova Izgubil sem vse, res, vsaj za mene osebno je najlepših valčkov, tako da uživajte. Žiga Ramšak, zahvaljujem se vam, ker ste se odzvali našemu vabilu. Pozdrave prinesite, prosim, še preostalim članom zasedbe Smeh. Tudi ostali vas pozdravljajo. Hvala, ko bo nov spot zunaj, upam, da ga boste poslali. Želim vam prijeten ostanek tega leta, čim več dobrih nastopov in lepih spominov. Ob novi priložnosti pa upam, da se spet srečava na tem mestu v našem studiu. Ni problema, najlepša hvala. Vam, gledalke in gledalci, pa tudi hvala za pozornost v tokratni oddaji Veter nosi pesem mojo. Lepo se imejte in srečno. Imel sem bogatstvo, bile so odprte mi mnoge poti. In bil sem presrečen, da vse se na svetu z denarjem dobi. Bežala so leta in blišču se bolj sem pozabljal na njo. Da v domu si joče, morda je nesrečna, verjel nisem to. Imel sem bogatstvo, a v nič se porušil moj zlati je grad. Še stran od poštenja si iščeš koristi, spotakne se rad. Ničesar več nimam, a najbolj boli me, ker ona je šla. Življenje ti vrne, tako se obrne, da padeš na tla. Izgubil sem se, tudi njo, ker nisem verjel, da lahko, ko ženska nadine zlato, zaljubi se vanjo še kdo. Izgubil sem se, tudi njo, zdaj vem, da bila mi je vse, s pohlepom pa svojim prodal sem njeno srce. Sem bogatstvo, a v nič se porušil moj zlati je grad. Če stran od poštenja si iščeš koristi, spotakne se rad. Ničesar več nimam, a najbolj boli me, ker ona je šla. Življenje ti vrne, tako se obrne, da padeš na tla. Izgubil sem se, tudi njo, ker nisem verjel, da lahko, ko ženska nadine zlato, zaljubi se vanjo še kdo. Izgubil sem se, tudi njo, zdaj vem, da bila mi je vse, s pohlepom pa svojim prodal sem njeno srce. S pohlepom pa
proti.